Pač, če prvič napako narediš, napako, testiral sem nekaj novega, ni šlo, v redu, all good. Kaj smo se naučili? Drugič, ajde, bomo se malo tretjič, trikrat smo že, to pa nekaj ni v redu. Ja. Tako da absolutno, pač jaz mislim, da kot osebnost in kot firma in kot družba bomo napredovali tako, da se bomo drznili malo več, ampak se predvsem učili iz svojega vedenja in izkušenj. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Metropolitanovega podcasta ob skodelici kave. Danes je z mano Andraž Štalec, CEO in soustanovitelj večkrat nagrajene 360 digitalne marketinške agencije Red Orbit. Andraž velja za enega najboljših strokovnjakov za digitalni marketing v regiji in je pred kratkim prejel prestižen naziv Najdigitalec 2023. Lepo pozdravljen, Andraž. Živijo. Za začetek sem si predstavljala, da vsaj malce vrišem vse tvoje dosežke, da bodo najini poslušalci vedeli, s kom govorim. Na področju digitalnega marketinga si torej aktiven že od leta 2001. Zaljubljen si v podatke, analitiko in učinkovitost, kar se mi zdi, da kar dobro vriše digitalni marketing tako na hitro, na kratko. Hkrati pa si osredotočen na zaposlene, njihove počutje, razumevanje in sprejemanje človeka kot celote, kar se mi zelo dobro, in pa da spodbujaš ravnovesje med življenjem in delom, kar pa tudi v današnjem tempu v življenju dobra vrednota. Prav tako si sodnik nagrade European Search Awards in pa redni govornik na večjih mednarodnih dogodkih z področja digitalnega marketinga. Zdaj videla sem, da si nastopal že v ogromno državah, pa ne naštejem samo nekaj: London, Pariz, Berlin, Milano, Budimpešta, velika mesta. Si prav tako izkušen marketinški svetovalec in pa podjetnik, ki je sodeloval že z več kot 100 organizacijami, in pa tam si bil, da bi razvil, izboljšal njihove strategije in pomagal na rasti poslovanja. Zdaj verjamem, da si preko vsega tega delovanja pridobil neprecenljive izkušnje na področju marketinga in vodenja. Se mi pa zdi, da je najboljše, da na začetku kar stopimo v to tvojo zgodbo in mi poveš, kako se je sploh vse skupaj začelo, kako si ustanovil svojo agencijo in kako se je potem razvila v eno vodilnih pri nas. Ja, zgodba naša je kar nekaj časa že traja, oziroma kar precej dolga, tako da začela se pa skoraj da po slučaju, bom rekel. Ja. Mogoče kot osebnost zdaj za nazaj razmišljam, da vem, sem len ali nisem len, nisem len, ampak ne da se mi vedno početi vsega. In še ko sem bil že v srednji šoli, pač sem šel iskati, kaj bom počel izven rečemo študijskih oziroma kaj smo takrat dijaških zadev. Predvsem pa, ko sem prišel na faks, vse faks je bil super, ampak I was bored. Kaj pa si študiral? Računalništvo, informatiko. Pač to je poklic prihodnosti, takrat je bil, saj še zmeraj je, pač osnova the best, super me je zanimalo in iz tega mogoče tudi izhaja pol ta moja naravnanost podatkov, učinkovitostim, ker na koncu moje osebno zanimanje me je peljalo v ta študij na koncu in ta študij te mogoče še malo bolj usmerja ali pa razvija tvoje kompetence v smislu analitičnosti, razumevanje, kako procesi delujejo, kako sistemi delujejo, pa ne samo računalniški. Učijo te v računalniških procesih in sistemih, sem potem zelo hiter. Mislim, da vsake to študira, zelo hitro razume, sej v življenju zelo podobno. V biznisu, v življenju imaš procese, imaš sisteme in te nauči mogoče malo drugače razmišljati in se dobro organizirati. No, glavno, bil sem na faksu in predmeti so bili težki, ampak še zmeraj malo mi bil dolg čas sem tam na faks hoditi in sva z enim šolcem, z Boštjanom, ki je zdaj tudi solastnik agencije, rekla, kva zdaj počela. In slučajno pa so tam nekaj malo brainstormirali in smo prišli, dajmo nekaj na digitalu delati. To je bilo leta 1999-2000, na digitalu, jaz sem sicer že 5 let prej začel spletne strani delati, bomo. Tako da sva tam čez faks začela kakšne projekte delati za različne firme, bolj kot študenta, malo spletne strani, malo druge zadeve. Potem sva pa mogoče skoraj po slučaju ali pa ne, hotela sva več biznisa. Kako vam midva zdaj kot študenta več zaslužila, kako je dobila več povpraševanj, kako več ljudi nas našli in sem je začel malo iskati in sem odkril optimizacijo spletnih strani in kaj za vraga je optimizacija spletnih strani oziroma SEO v angleščini. To je bila čisto nova vrlina ali karkoli storitev.
kako zdaj ti si na Googlu, ki si takrat pojavil, oziroma takrat ti bil še najdi.si v Sloveniji, na čim višjim poziciji. Wow, se pravi, ok, zdaj bom med prvimi zadetki, kar pomeni, da če nekdo bo napisal izdelava spletnih strani noter, bom jaz prvi, the best. In smo začeli to delati in pa so kar enkrat ugotovili, da za izdelavo spletnih strani se že leta 2000 ukvarjali ogromno agencij, 100krat manj letos, zdaj, ampak še zmeraj ogromno se rekla, sploh nočemo delati več spletnih strani, ampak bomo šli čisto v drug segment digitalnega marketinga in so nekako začeli to delati. Potem pa počasi se bližal konec študija, tam 2003-2004, no in 5, dolgo so študirali. In so pač rekli, ok, zdaj kaj, zdaj moramo resno biznis štartati in so nekako postavila svojo firmo, štartala in potem je sledila zgodba iz leta v leto je rasla in zdaj smo tle, kjer smo. Je pa slišati, da sta torej tekom študija kar dost izkušenj tudi pridobila in je verjetno potem to napeljevalo, da pa lahko odpreta svojo agencijo, ne? Ja, vsekakor, pač gotovo iz nič bi bilo precej težje odpreti, brez izkušenj, brez obstoječih naročnikov, ki so že takrat imeli, tako da iz študija izhaja seveda znanje, izhaja že to, da so nisi primoran imeti za celo plačo, po domač povedano, da so pač kot študent malo zraven služil, pa to nadgrajuješ in prije do ene normalne vsote, ki imaš lahko si plačo za 2 na začetku prvošaš, pa sva bila. Pa v času faksa smo tudi šli, bilo nas je 9, mi smo imeli 5 letnikov, se pravi 9 semestrov. 10. semester, kjer ne bi pač delal diplomsko, je kar malo tipično, da se gre na friju manjše skupine, dorkoč v Ameriko. Mi smo šli za 9 tednov v Ameriko, od Microsofta do Googla, do Yahooja in vse te velike firme na obisk, ki so nas prejeli in tam vidiš, kaj se dogaja. Pač ti res soočen z najnovejšimi trendi na področju računalništva in seveda, ker takrat je bil digital v vrhuncu ali pa v največjem vzponu, ker so se vsi te velikane začeli pojavljati in vidiš, kaj se dogaja in s tem mogoče entuziazmom, vpogledom, kaj prihaja, tudi k nam samija pač večji elan dobila, da so potem začela in delati svojo firmo. Ja, to se sliši super, pa tudi tujina, ne, za nabiranje izkušenj. Kako pa sta se vidva potem, glede na to, da sta sama začela to agencijo, kako sta se privadila potem zaposlovati, stopiti v vlogo nekoga, ki vodi svoje zaposlene? Groze. Res? Mislim, takrat sem bila stara koliko 25, približno gor toliko kakšno leto in misliš, da itak jaz vem, pač ne da si poln sam sebe, ampak jaz mislim, da je normalno za ta starost, jaz že vem, kako se v življenju streže in naredila sva, po moje, zase govoril, jaz sem naredil, po moje, ogromno napak. Pač napaki so stale firmo, ki so stale mene, mislim, denarja, ali pa pač napake časa, vložka, karkoli. In če gledam nazaj, bi sigurno ogromno stvari drugače naredil. Ampak po drugi strani pa jaz mislim, da če hočeš osebnostno zrast, če ne riskiraš, če ne greš iz svojih comfort zone, ven iz svojih kompetenc, se ne boš veliko naučil. To, da si vse on the safe side igraš, ne boš napredoval. Tako da pač napaki so učni proces, ki ga tudi mi v firmi še vedno ful spodbujamo, tako ni lih, daj naredi napako. Ampak če narediš napako zaradi tega, ker si probal nekaj novega in ni deloval, to je v redu. Če narediš napako zaradi tega, ker si površen, to ni v redu. In iz vsake napake nekako imamo kulturo, iz vsake napake dajmo ugotoviti, kaj smo se naučili. Napaka je v redu, dokler, ok, zdaj sem se to naučil in naslednjič bomo drugače naredili. Pa verjetno tudi, da napak eno in istih ne ponavljajo, ne? To pa absolutno. Pač, če prvič napako narediš, napako, testiral sem nekaj novega, ni šlo, v redu, all good, kaj smo se naučili. Drugič, ajde, bomo se malo, tretjič, čak, 3krat smo že, to pa nekaj ni v redu. Ja. Tako da absolutno, pač jaz mislim, da kot osebnost in kot firma in kot družba bomo napredovali tako, da si bomo drznili malo več, ampak se predvsem učili iz svojega vedenja in izkušenj. In koliko imate zdaj zaposlenih? Kako velika je vaša agencija? Približno. Ne vem, mislim, honestly ne vem, približno malo manj, mislim, med 18 in 20. Zakaj ne vem? Zaradi tega, ker smo lansko leto, oziroma 2 leta nazaj začeli, ampak lansko leto, ko smo začeli tranzicijo, da je vodja agencije prevzela Carmen Krumpester, ki je zdaj naša direktorica tega dela, ki je pri nas že 10 let. Jaz se bolj osredotočam na izobraževalni del, se pravi na organizacijo konferenc, na strategijo celotne firme long term, se pravi za naslednje 5-10 let. Tako da sem
to je tudi proces, ki sem ga mogel jaz začeti, da sem bil zmožen pustiti kontrolo tam čez. Mogoče se sploh ne zanima, koliko jih je. Važno, da dobro dela delček, to je področje, ki ga kar ne notam, zato sem, ne vem točno, med 18 in 20. Je pa bilo, kot si rekel, težko predati nekaj, kar sta vidva gradila od samega začetka, ne? Pa stopiti v stran. Ja, jaz mislim, da to je ena najtežjih stopničk v kjerkoli podjetnika, ker na koncu točno to, ti gradiš svojega, vsi v poslu svet ne govorijo, pač v startupih ali pa, ker imaš si podjetnik, to je tvoj dojenček, ne, to je tvoj otrok. Ja, to sem hotela reči. Ja, in je tvoj otrok, ne. Zdaj največ firm ali pa največ podjetnikov jih tle, zdaj ne govorim kaj berem, pa se učim, pa slišim, no, največ spodrsajo se jih tle zgodi, ko nisi zmožen tega reči, ok, jaz bom stopil korak nazaj, ne. In meni, mislim, ni mi bilo težko, ja, sem mogel tudi jaz kdaj, pa še kdaj malo preveč odskočil, ampak se namenoma načrtno bremzam, da ne. Ampak na koncu, kaj enkrat greš čez to tranzicijsko obdobje, ker mislim, da smo mi zdaj zelo pri koncu, ugotoviš, da je malo osvobajoče. Kar je cool. Imaš več časa, lahko se fokusiraš na druge zadeve in mogoče tudi človek, ki se ga not pripeljal, in to je ideja človeka, ki ga pripelješ na svoje mesto, da ima drugačne kompetence, mogoče celo boljši za to fazo rasti, kjer je zdaj podjetje. Kaj pa misliš, kaj so nekatere te vrednote ali pa največji plusi vašega podjetja, da ostajate v samem vrhu, pa da ste vodilni? Mogoče to izhaja iz to, kar sem na začetku rekel, moje ti, da sem v narekovaju len, nočem delati ene in istih zadev naslednje 3 leta. In to je kultura, ki je privzgojena tudi v podjetje in ki jo pač nekako vzgajamo namerno ali pa nenamerno tudi pri vseh zaposlenih. In pomeni always be moving, vedno peti naprej, vedno išči nove trende. In mi ogromno vlagamo v razvoj svojih kadrov, pač sej na trgu se skoraj da živi, če se hočeš v Sloveniji full digital naročic, peti na Red Orbit, pa se vštem zaposlil, se vštem zaposli, pa se vštem naučil. In jaz vem, da večina naših kadrov, to zdaj ni nič slabo, ne bo kle ostala naslednjih 50 let. Pač to je realnost današnjega sveta. In I don't have a problem with that. Tako da pač ful vlagamo v razvoj kadrov in vsi, ki so pri nas vejo, da pač ok, bomo se ful naučili, vlagamo ful v to, da tudi hodijo se izražati v tujino ali pa da pač da imamo stike z tujimi predavatelji, s tujimi strokovnjaki, ki imamo zelo veliko mrežo od tega, kar sem jaz hodil po tujini predavati, ne. Tako da imaš dostop do res mednarodnega znanja, ki je v samem vrhuncu globalno, ne. In to je to, kar nas nekako drži v vrhu, ne samo v regiji, ampak tudi širše. Pa se verjetno, ko si rekel, da veš, da delavci oziroma zaposleni ne bodo ostali ves čas v vašem podjetju, je to dobro, ker pridejo raznoliki ljudje, nekaj novega, vse je dobro, da se spreminja kader. Vsekakor. Pač, kolikor je zdaj mogoče udozun zgleda, ali pa ne znam, kjerokoli firma se zanaša, da pač menjava kadrov konstantno je slaba. Ja, če je prehitra menjava, absolutno, ampak če pa ni menjava, je pa tudi slabo. Se pravi, ena normalna fluktuacija kadrov je dobra, ker, tako kot si rekli, ti prinaša svežino, nove ideje, drugačne poglede, raznolikost. In ja, firma in zaposleni na koncu rasejo. Ne? In zdaj tako si lepo povedal, da vzamete mlade, vzamete tiste, ki potrebujejo izkušnje, se želijo naučiti, potem spodbujaš, da pridejo k tebi novi, sveži, mladi študentje in se tam naučijo in vstopijo v ta svet trženja, marketinga. Absolutno. Mislim, imamo kombinacijo in starejših, ki jih razvijamo še zmeraj naprej, in mladih kadrov ali pa mladih začetnikov, tisti, ki se podajajo v svet digitala. Edino, kar jaz nekako pričakujem, je, da so resni. Mislim, zelo velikokrat se najde kakšen študent, ki jaz bi malo probal, pa se ga ne zaposlimo, ker se ga vidi tako. Jaz bi probal čez 2 meseca, bi pa nekaj drugem šel. Lej, jaz mislim, da pač pa to ni zdaj problem mladih. To je pač, imaš vsak človek, ki ima drugačno osebnost koncev. In karkoli se lotiš, moraš en commitment dati. Zdaj bom probal in bom probal resno. Ko je en šport, ne moraš reči 2-krat grem na en trening, pa to. Ne. Jaz mislim, da je treba vsak, ki gre karierni shift delati, ne v novo, ali si mlad, konc študija in se odločaš za kariero, ali pa delaš pač menjavo kariere, moraš premisliti in resno se podati v to. Pa morajo biti vedoželjni, ne? To je ena velika, verjetno, značilnost, ki jo iščete. Absolutno, pač
pripravljeni na rast, pripravljeni vlagati svojo energijo v to, da se bo izobraževali. Ker konec koncev jaz kot direktor celotne firme ali pa pač naši senior strokovnjaki lahko vlagajo čas, energijo, znanje v mladega ali pa v kogarkoli drugega, v sodelavce. Imamo mimo ogromno pač tudi knjig, dostopa do znanja, do zun, ne samo knjig, da moraš brati, ampak dostop. Vse to ti lahko da firma. Ampak če ti nisi taki, jaz se hočem naučiti, jaz se hočem razviti, ti neč od tega ne koristiti. Okolje imamo razvito. Ampak na koncu, zato da to uspe vse skupaj, rabaš na obeh stranih kovanca ali pa enačbe energijo. Morate pa še imeti okolje, ki ti to omogoča in moraš imeti tudi pa sebi željo, ok, dajmo tukaj nekaj narediti, jaz hočem rasti. Ja, razumem. In zdaj upam, da bodo tudi najni poslušalci, ki jih zanima ta sfer, to slišali, ne? Ja. Pa verjetno so vabljeni v vaše vrste. Vsekakor. Zdaj, ena vaš odmevni projekt je pa tudi konferenca InOrbit. Daj nam povej malo več o tem. Ja, InOrbit je konferenca, ki jo zdaj delamo, mislim, da že 9 let oziroma COVID vmes 1 let. Nismo naredili po pravici povedano, ampak je konferenca oziroma celo v angleščini rečemo, da je retreat. Kako je to v slovenščini? Oddih. Digitalnega marketinga in digitalnega biznisa, ena največjih v regiji in ena najbolj priznanih tudi v Evropi. Organiziramo jo v Portorožu, letos je aprila, 8., 9., 10. april, se pravi 3 dni oziroma 2 dni pa pol. Predvsem pa izhaja iz tega, da hočemo v Slovenijo pripeljati res znanje, kadre, speakerje iz tujine, zato da to znanje tudi v regiji nekako usvojimo. Pač mi imamo letos, smo 5 različnih odrov oziroma dvoran, 51 sessionov, se pravi 51 predavanj, več kot 50 različnih speakerjev bo tam iz tujine. Od tega so 48 tujcev. To je to. Hočemo tujce pripeljati, zato ker pač iz kje izhaja. No. Jaz sem ogromno predaval v tujini, kad sem na začetku predaval, pa mi je na začetku rekel, super je, bes je predavati. V tujini in pol vidiš, v tujini obstaja ogromno znanja, ki ga v Sloveniji ali pa v regiji ni. Se ne, da so slovenske agencije, da ne znajo, ampak ja, pač izkušnje v tujini so širše in najhitreje bomo v Sloveniji vsi in naročniki, se pravi konec koncev podjetja in agencije napredovali, če bomo pridobili te izkušnje ali pa slišali, kaj se v tujini dogaja in bili v stiku s temi globalnimi trendi. In takrat sem se odločil, jaz hočem te govornike, ki se poznamo iz drugih konferenc, pripeljati v Slovenijo. Tako se je začel. Potem je pa rasel, najprej bil en oder, en dan, na koncu smo zdaj na 2 dneh pa pol, pa na 5 odrih. In to je to nekako, kako hočemo zdaj v Slovenijo, mislim, ki vozimo v Slovenijo, oziroma ni samo Slovenija, konferenca je Slovenija, ampak načeloma je čisto mednarodna konferenca. Lansko leto smo imeli 24 različnih držav prisotnih kot udeležencev. Tako da je res evropsko zetoraten. Koliko je pa potem udeležencev konference? Udeležencev je od 400 do 500, računamo letos. Pred korono, po pravici pa je bilo še več. Zdaj imamo mal problem tudi za povezljivostjo Slovenije, ker ni letalske povezave normalne. Ampak ja, je pa še zmeraj dosti veliko, tako da ogromno tudi možnosti za networking, za spoznavanje drugih, ki so v tem poslu digitalnega marketinga ali pa digitalnega poslovanja. Malo širše. Zagotovo, ja. Ko slišim vse te številke, pa koliko držav, govorcev, zagotovo veliko priložnosti. Ja. Tako da, koga bi povabil, za koga je ta konferenca najbolj primerna? Par različnih ciljnih javnosti, bom rekel, ali pa kdo si, da se vidiš tukaj. Pač mi smo začeli, sem rekel, 8 let nazaj, je bilo primarno konference narejene za digitalne specialiste, tisti, ki se na dnevni ravni ukvarjajo z ali Facebook oglaševanjem, ali z Google oglaševanjem, ali s TikTokom, zdaj pa z influencer marketingom in podobne zadeve. Potem ko smo pa širili konferenco, smo pa dodali še druge vsebine. Se pravi, ena ključna vsebina še vedno ostaja za vse digitalne specialiste, ki se vsak dan ukvarjajo s tem. To je sigurno jedro. Druga vsebina je pa, smo pa šli v bolj strateški poslovne modele na digitalu. Se pravi, to je pa namenjeno ali direktorjem agencij, ali pa direktorjem podjetij, marketing direktorjev, e-commerce menedžerjem, se pravi, kako razvijati svoj posel na digitalu. Kjer pa govorimo o bolj strateških zadevah, v trendih, kaj prihaja v prihodnosti,
v poslovanju, ki se dogaja precej širše. Potem smo pa 3 leta nazaj dodali še en track, ki je pa well-being. Zakaj? Čisto iz mene, pa to, kar sem na začetku govorila, no? Digital je, pa jaz sem digital, pa zdaj bom proti digitalu malo govoril, ampak digital te potegne toliko noter, da se ne znaš odklopiti. Pač, če gledamo naše starše, 50 let nazaj, gotovo si imel službo od 7 do 3, pa si šel po 3 domov iz tovarne, večina gotovo, ne? In si bil fraj. Mislim, si odklopil, pustil si v svoje možgane tam in nisi več razmišljal o službi. Zdaj je ta tkanina med prostim časom ali pa tvoj zasebnim časom in med biznisom, kjerkoli si že, čisto zamegljena in čisto prepojene en z drugim. Pač, sploh, ko si v digitalnem okolju, pač se lahko kadarkoli prek mobitela pogledaš malo na Facebook, pa pogledaš gor. In jaz mislim, da za družbo to ni v redu. Pa vas se mogoče kasneje še sem vrnila, zdaj grem malo za en konferenco. In iz tega, ker smo digitalci tako upeti, smo rekli, hočemo imeti na naši digitalni konferenci ločene predavanja o well-beingu, kako se odklopiti digitala, kako recimo prav letos imamo eno delavnico, kako social media, in to je strokovnjaki za social media, bo imela predavanje, bo imela pa še delavnico, kako social media dejansko vpliva na tvoje pač well-being in kako ti ga, po domačem povem, kvar, ker se ne znaš odklopiti. Imeli bomo delavnico v resilience, se pravi, kako dejansko si malo bolj odporen na vse te čustvene tegobe in vse, ali zdaj to poslovno, ali biznis, pač čist. Imamo meditation class, imamo yoga in podobne zadeve. Se pravi, to so delavnice, pa pa mislim, da letos 5 ali 6 predavanj v osebnostni rasti, v personal brandingu na koncu nekje vmes, v leadershipu ogromno, še poleg teh še po mojem 4-5 predavanj, kako voditi ekipo, kako voditi podjetje. Se pravi, zelo v to smer smo se šli, ker jaz mislim, da celoten ta konc je ta druga stran kovanca digitalnega marketinga v celote, pa resno poslovanje na digitalu. Oboje moraš imeti, ker drugače preko slej ljudje pregorijo. A izhajaš tudi iz kakšne svoje osebne izkušnje? Si preveč padel v ta digital? Ja, pa ne, nisem pregorel. Se mi pa mogoče, ko sem se staral, po domač povedan, tudi spremenil malo fokus, ko dobiš otroke, itd. Razviješ družino. Ne moraš biti skozi na digitalo in pač hočeš preživljati čas z družino, ali pa tu smo družini, lahko tudi sam s sabo, da imaš prosti čas zase. Tako da izhaja tudi malo iz te izkušnje, predvsem pa ja, ko greš na more, ko greš na dobi, sem vidiš ljudi tam zraven, da so cel dan pač na rajski plaži ali na enkega, ogromno denarja so dali, da sem tako sposob pa na mobitelu cel dan. Joj, pa si misliš, ja. Come on, da jih uživajo v tem, kje si, ne pa dlož mobitelu, to si lahko pol doma, če hočeš biti na mobitelu. Ja, zanimivo, kot si prej rekel, da to digital zdaj govori, ne? Ampak verjetno moraš priti do tega zavedanja, pa da čeprav je digitalni svet hiter, pa hiter tempo, ne, da se ne bojo stvari ušle tako hiter, ne? Točno to, pač pa spet greva nazaj, ker sem rekel, pač jaz sem moramo naprej se premikati, ne? In jaz sem tudi gotov. Kolikor hiter lahko tečemo, nikoli ne bomo mogli vsega prebrati, kar je na internetu, imeti vsega znanja, pa če hočeš biti najbolj pametne, ne moraš konzumirati. In tudi, če 80% konzumiraš, je super, pa raj 20%, ki ne konzumiraš, ali pa ta čas, ki ga prehraniš, vložiš v sebe in v razmišljanje, v svoje zdravje, v svoje dobro počutje, v tem, da imaš uravnoteženo življenje. Zdaj ta konferenca torej obstaja že 8-9 let in kako se je razvijala skozi ta leta? Zdaj rekel si, da ste dodali zdaj ta segment well-beinga, ampak recimo, kaj se je še spremenilo? Začeli smo prvo dve verziji, ali pa prvi 2 leti smo bili na Brdu pri Kranju, se pravi, bil ena dvorana in zelo omejena, potem smo šli v Bernardinu, Portorož, na 2 treka, pa pol 3, in td. Pa 2 dni. Tako da pač ključna sprememba, mogoče če zdaj da navašle vse po letih, ampak če vzamem prve 2 leti, pa kje smo zdaj? Ja, seveda širina vse vsebine, ki se tam ponuja. Je nam glavna sprememba, pa dolžina konference iz enega dneva na 2 dni pa pol. Ampak mogoče najbolj za poudariti pa ta retreat, ki sem omenil, ogromno tujcev
Slovenci smo malo navajeni na Portorož, pa ne vidimo tega tam, ampak ogromno tujcev pride dol zaradi tega, ker je super lepo, super okolje in pa zaradi tega, ker imaš tam 400 sogovornikov iz iste sfere, kjer se poleg tega, da si na predavanje pa se učiš, lahko ogromno pogovarjaš med sabo. In je ta nam rekel klasični networking, mi organiziramo en kup mikro dogodkov zraven, se pravi, pustimo zdaj, kako se verja jogo pa te zadeve, ampak imeli bomo recimo letos na kosilih tematske mize. Dobro, če nočeš imeti sam mir, se posebej sodelavci vseti, logiš pa na tematsko mizo, pa se še tam malo tematike pogovarjaš, kaj te zanima. Pa verjetno je to potem tudi bolj sproščeno, ne? Če je ob neki hrani. Tako, ob hrani pa dostop do predavateljev imaš. To, zdaj vidiš na odru tam super predavatelja in ni on, da gre. Greš in se lahko 2 dni z njim pogovarjaš. Se pravi, tukaj res hočemo ne klasično konferenco, kjer ti vidiš na odru enega in ni več stika z njim, ampak hočemo ustvariti ali pa ustvarjamo community, skupnost predavateljev in udeležencev, ki se zdaj že skozi leta poznajo in vračajo, zato ker vejo, ok, tam pa na koncu s tem predavateljem ali pa s tem drugim specialistom iz Francije, iz Nizozemske, iz Anglije, spet se videl, boš na pivo ali pa na kosilo ali pa ob kavi in se malo pogovorili, kaj oni delajo, kaj mi delamo, ogromno znanje dobil. In to je to, da ni vse sam oder pa slušatelj uradno, ampak da je konec skupnost. In ogromno teh mikroelementov, kot sem rekel, imamo razpršenih čez 2 dni. Prav leto smo dodali še ponedeljek popoldan, se pravi na začetku konference še pol dneva več, ker je ta mal after work zadeva, je zelo na easy, prideš, se spoznaš, malo pogovoriš in ni takoj začneš v žilo do polna gasa v torek zjutraj, ampak lahko pač imamo določene keynote in predavanje in delavnice že v ponedeljek, zato da malo bolj na easy začneš in imaš ogromno priložnosti za spoznavanje. Ja, si drugače pa tako ne pravijo za brez veze, da se največ poslov zaključi ob kavah, ob pijačah, in tudi spoznavanje, mreženje. Točno to, pač jaz mislim, da predavanje vse to je super, da nekaj vidiš, ta človek me zanima ali pa ta tematika me zanima, ampak na koncu največ pa odneseš od tega, da se začneš 1 na 1, tako kot mi danes pogovarjati, pa se ogromno naučiš. Tako je, ja. Zdaj, kaj pa bi rekel oziroma izpostavil, katere so najbolj pričakovane ali seje ali pa govorci? Ali pa morda osebno, koga se ti najbolj veseliš? Jaz se veselim vseh, ampak tudi z tega stališča, ko si zdaj rekla, spet smo videli s temi in temi ljudmi, ki smo se zadnjič videli pol leta nazaj in drugi konferenci in podobne zadeve. Ampak kar se tiče tematike, pač mogoče največji poudarek letos vsekakor, pač, ali pa en od glavnih poudarkov vsekakor na umetni inteligenci. Čeprav se en let že o tem govorimo in ne bomo govorili, kaj je to ChatGPT, ker mislim, da je to preživeto že, ampak predvsem v širšem efektu umetne inteligence na poslovanje, na družbo itd. In podobnih tematikah ogromno bo govora v e-commerce in spremembi ali pa tranziciji poslovanja iz klasičnih trgovin na online, kar se je sigurno skozi COVID obdobje drastično spremenilo, ampak se je po COVIDu naredil še en dodaten shift in je zdaj spet čisto drugače. Ogromno bomo govorili sem rekel, te well-beingu, ogromno bomo govorili o personal growthu. Ampak kar se tiče govorcev, pustimo zdaj, mogoče bomo šli kasneje, ker je na imena, ampak meni se zdi, da od govorcev, kjer ga se jaz res najbolj, ali pa veselim je neparnih najbolj je, Tom Roach on je vice president o branding strategijah ene največjih globalnih agencij, ki je bazirana v Londonu. In drastični shift, ki se dogaja, če gledamo z področja marketinga, pač 50 let so se blagovne znamke gradile preko klasičnih medijev, preko televizije, preko radija in preko printa. Zdaj se blagovne znamke gradijo na digitalu. Če nisi na digitalu, ne moreš močne blagovne znamke. Je pa tega znanja pa ni. Pač to je, mislim, ni. Zelo kratko obdobje imamo, ko se to dela in nekih ful velikih izkušnji in on je res pač en največjih strokovnjakov globalno, kako blagovno znamko s pomočjo digitalnih medijev narediti. To the best. Prihaja potem direktor Azurja, to je pač Microsoft. Azure je pač platforma oziroma rečemo, tehnologija, ki sloni za Microsoftovo umetne inteligence, se not povezuje in podobno zdaj.
sprav direktor Azurja za celo Evropo, Afriko in Azijo, pač govoriti, kakšen bo impact tega, prihaja pač iz TikToka direktno dol, en, ki ima pokriva Evropo, govoriti, kako TikTok se razvija in kdaj ga lahko pričakujemo tudi v Sloveniji, mogoče, ne? Kar se tiče advertisinga. Tako da ogromno teh velikih podjetij in to je mogoče največji benefit, ki jih dejansko dobiš Google, Microsoft, LinkedIn in podobne zadeve, Facebook, Meta direktno v Slovenijo. Ker ja, se imamo stikov preko platforma, nekaj beremo, sam recimo, pač še en od speakerjev od Keynote, ki prihaja, je bivši direktor Mete za cele španske govoreče trge. Kako oni gradijo in ta vidijo digitalno transformacijo. Se pravi, to je znanje, ali pa to je znanje, to so informacije, ki jih dobiš iz prve roke. To je meni kot best. Ljudje, ki so res nekaj življenja naredili in ki so res v stiku z cutting edge tehnologijo v slovenščini, ne vem, kako to rečeš, ampak na vrhuncu teh sprememb, ki se trenutno dogajajo. Zanimivo mi je slišati, da v bistvu so to neke tematike, s katerimi smo v Sloveniji si poznani, ampak vseeno mislim, da je to neko tako širše znanje, da si v bistvu sploh ne moramo predstavljati, kaj nam še v Sloveniji manjka in kaj bojo v bistvu obiskovalci pridobili s to konferenco. Ja, in jaz mislim, pa vsi slišimo o tem, tako kot si rekla, slišimo o umetni inteligenci, slišimo o marketing automation, slišimo, raste TikTok, vsi poznamo to, ampak stališča uporabnika, sej dosti, če znam TikTok uporabljati. Stališča podjetja se pa mi zdi, da v Sloveniji zdaj se že premika naprej, ampak precej malo starejša podjetja so temeljila, njihov biznis je imel, jaz sem v Sloveniji, jaz delam za Slovenijo ali pa iz Slovenije ven za določene trge izvozne, ampak ni imel globalni trendi, nisem imel takih močnih vplivov direktno na slovenske podjetje, ki delujejo predvsem v Sloveniji. Rečemo, če si zdaj ti en trgovec, ki prodajaš v Sloveniji, briga te, kaj dela en trgovec v tvoji branži, v teoriji direktni konkurent v UK. Itak nisva konkurenca. In potem pride COVID. In kar naenkrat se ti trgovci iz globalnih trgov, ki imajo razvite digitalne strategije, razvite e-commerce, biti konkretna, recimo za ta primer, kva pa jim problemi še v Slovenijo prodajati? Ni. In prej, kad ti en Tesco Mercatorju ni bil konkurent, mislim, se zdaj tudi nekaj Tesco ne prodaja, ampak pustimo, danes mu pa je, ne? Najbolj lepši primer imamo Mladinsko knjigo, pa ima MKO kot založbo, the best, knjigarna, super, in dokler ima sam slovenske knjige, super, ampak Amazon prodaja tudi Slovenijo. In če pogledaš tehnološko razvitost ene ali druge platforme, kot noči dan. Kar hočem reči je, da z digitalom, predvsem s COVID-om, so se meje med državami drastično zbrisale in ne moramo reči, da se mene pa umetna inteligenca ne zanima, ker Slovenija je majhen trg. Pa nimam interesa kot biznis, kot podjetje, je sploh v tujino. V redu, so tujci prišli ali pa so prišli v Slovenijo in te bojo pojedali, ker so tehnološko toliko bolj razviti. In to je nuja, če hočemo mi določen biznis, določen industrijo nekako razvijati naprej. Imamo pa ful priložnost, ker če gledaš industrijsko, Slovenija je majhna. Mi ne moramo konkurirati Kitajski in Indiji, ki imajo milijarde ljudi v industrijski proizvodnji. Lahko pa konkuriramo večjim državam na področju, kjer imamo, rečemo, IT-ja bolj, ne govorim samo da IT podjetjih, kjer si pa uporabljaš računalniško znanje, ker ne rabaš 2 milijona ljudi za to. Rabaš samo zmogljive računalnike, ki jih pa to lahko tudi v Sloveniji imamo, ali pa jih ne imamo v tujini in si čisto na istem nivoju. In to je, mislim, da je eno od gospodarskih področij, ki bi mogli Sloveniji bolj razvijati. Zdaj govoriva tu o veliki mešanici globalnih perspektiv na področju digitalnega trženja, pa me zanima, kako pa vseeno potem upoštevate te odtenke evropskega trga. Ker vsekakor so razlike. Vsekakor so razlike Evropa proti globalu in znotraj Evrope po državah, tako da kar se tiče predavateljev in recimo študij primerov, ki jih tudi predstavljamo na konferenci, res probamo narediti pravilno razmerje v narekovajih, ampak pač vabimo predavatelje iz različnih trgov, ni zdaj sam Amerika, vsekakor ne, 90% je evropskih trgov in so zelo razpršeni iz različnih držav. Tako da imamo ogromno regijskih predavateljev, Slovenije malo,
ker hočemo pripeljati tuje, ker slovenske znanje ga slišimo lahko vsak dan, če hočemo. Ampak ja, iz Nemčije, iz Francije, iz Nizozemske, iz UK, iz Španije, iz Italije, iz vseh teh trgov imamo, zato da lahko vidimo lokalno znanje in potem je na koncu pa vse presoja, kaj zate kot podjetje ima en pomen, en smisel na slovenskem ali pa na trgih, kjer deluješ, kaj pa nima. Gre pa potem na konferencah tudi za konkretne primere, a ne? Ja, letos bomo imeli prav, vsakega predavatelja spodbujamo bodi zelo direkten, ker to je najlažje videti in se učiti iz tega, se pravi, so zelo hands-on predavanje, ampak poleg tega bomo pa letos imeli prav še določene seje, kjer se bo predstavljati prav case study, študije, primere iz regije. Se pravi, v Sloveniji, Hrvaški itd. Se je naredili to, a ne neki, kaj v Ameriki, ki imajo milijonske budžete, pa čisto drugačno se vedejo na koncu kupci kot po regionalnih trgih. Tako da ja, to se jaz mogoče še najbolj veselim, ker vsako leto vsi povejo več primerov. Tako na vsake konferenci. Pa povedo tako, kot je, ne? Ja. To je pa itak najbolj pomembnejše. Tudi kaj deluje in kaj ni delovalo. Meni je najbolj všeč to, ko nekdo govori v primeru, to smo naredili, pa ni delovalo. Dajmo deliti znanje na koncu. To je nekako moj moto overall. Pa so spet na začetku, kot si prej rekel, da tudi spodbujaš delavce, da probujajo, ne? Ja. Pa bo šlo ali pa ne? Točno to. Treba je probati, pa treba je deliti znanje, ne zase držati. Zdaj izpostavil si že nekih ogromno edinstvenih izkušenj, ki jih bodo pridobili obiskovalci na vaši konferenci, ampak bi lahko izpostavil še kakšno izkušnjo, ki se razlikuje potem od drugih teh digitalnih konferenc? Jaz mogoče da razlikuje. Letos smo lansirali In-Orbit nagrade, In-Orbit Awards, kar je malo drugače od ostalih. V Sloveniji že kar nekaj nagrad z področja marketinga, digitalnega marketinga. Kaj tukaj ciljamo, to so res evropske nagrade, se pravi žirija, ki bo komisija, ki bo potem izbirala zmagovalce, je res evropska. Cilj je, mislim, da bomo skoraj vsake države iz Evrope imeli vsaj enega žiranta. Tako da ne gre za lokalne zadeve, gre za evropske nagrade. Zakaj to omenjam? Zato, ker se mi je pomembno, da tudi slovenske ali pa regionalna dela, ki se prijavljajo na vse nagrade, ki že v Sloveniji obstajajo, spodbudimo, da se prijavijo na evropski nivo, ker mislim, da imamo v Sloveniji ogromno super kampanj, ki jih pa nekako ne upamo v evropskem merilu postaviti. Izhajam čisto iz tega, ker, kot sem na začetku rekla, sem vključen v določene te nagrade ali pa želiranje na evropskem nivoju in vidim, kaj se tam dogaja in kaj imamo mi smo v Sloveniji, imamo dobre zadeve. Po drugi strani pa kaj s tem hočemo narediti, je še enkrat poudariti, kjere dejansko študije primere, kjere dejanske kampanje so bile dobre, zato da spet na koncu obiskovalec, ko prišel dol, vidi, ok, to je pa deval, to so naredila. Sprav še več nekako dejansko prakse hočemo sem prenesti. Tako da tega se ful želim, to je pač sredo zvečer gala podaritev, tudi to pač Sloveniji ali pa v regiji se v primerjavi zdaj, če grem v Veliko Britanijo, tam je skupnost digitalnega marketinga veliko bolj povezana. Ogromno se družijo, ogromno imajo dogodkov, kjer ne da sam pridejo na konference poslušati ali pa predavati ali podobno, ampak kjer se poveselijo priznanja, ne priznanja, mogoče pač dosežke drugega delijo in podobno. V Sloveniji vse nagrade, ki imamo ostale marketinške, so ok, priješ nor, thank you, goodbye. Sej super, da dobiš priznanje, ampak mi bomo naredili pa dejansko za podelitev nagrad gala večerjo, Dinner of Champions v angleščini, zato ker pač je globalna evropska konferenca, kjer je namen, tle smo pa res zbrani najboljši digitalci, dajmo se malo podružiti, pa si malo priznati, bravo, vse smo dobro delali. Dajmo se poveseliti na koncu. It's not just about work, tako da se spet tam, pač moraš malo uživati v tem, tako da to je tudi nekaj, kar mogoče bo malo drugače oziroma netipično za našo regijo. Potem je rekel, da v Sloveniji ni toliko povezanosti. Jaz mislim, da je ogromno znanje, pa zelo premalo govorimo med seboj. So skupnosti, ampak na koncu mogoče, ne vem, ako trg nismo še tam ali karkoli, da bi malo bolj skupaj stopili, pa se malo bolj povezovali. Tega se jaz bolj želim. Ampak misliš, da to izvira iz tega, da si nekdo želi biti boljši, da skrivajo svoje... Mislim, da tudi ta malo slovenska fušija ali pa tekmovalnost je sigurno zraven, ampak na koncu,
narobe je. Mislim, Slovenija je premajhen trg, mislim, če bomo sam tekmovali, pa si metali polena pod nogami, amben profitiral, ne naročniki, ne mi, ne trg. Namesto da bi si pomagali, delili izkušnje, ker pol imamo več znanja vsi skupaj, kar pomeni, da bodo naročniki profitirali, ker bo več znanja, kar pomeni, da bo industrija profitirala, ker bo bil večji vpliv na celotno poslovanje. Tako da jaz mislim, da ta povezovanje more priti, pa narobe je, da gledamo slovenski trg, slovenske agencije, ker pač premajhen je. Če hočeš res kaj narediti svoje agencije, če smo na agencijski strani, pač moraš gledati, kaj boš na global trgu. Pa ko si opisoval ta primer Velike Britanije, si vseeno predstavljam, da čeprav so povezani, obstaja zdrava konkurenca, ne? Ampak... Absolutno, in prav je, da obstaja zdrava konkurenca. Narobe je, da obstaja nelojalna in grda konkurenca. Ampak pač vidiš v kakšnih drugih industrijah, kako so tudi v Sloveniji bolj povezani, bolj se družijo in je mogoče od tega digitalci smo pa naravi dela, za računalnikom. In recimo, če imaš ti, če greva v turizem, nisi za računalnikom kot primer, in se veliko bolj družijo med sabo, ker pač pa so si direktni konkurenti, tudi različne opcije ali pa destinacije v Sloveniji ali pa v regiji, ampak na koncu se srečujejo na semih itd. In to je delski del njihovega posla. Pri nas smo za računalnikom in se kar malo ne da, po moje, digitalcem večina, po moje, velik del digitalcev je malo introvertiranih in jaz sem čisti introvertiran bil. Res? Ali pa sem in moram tudi to, ampak greš čez to in pa ugotoviš, sej cool, če malo govoriš z drugimi. Je to potem malo stereotipno, da ste digitalci introvertirani? Mislim, je pa ni. Eni so, obstajajo taki, ki so res hardcore introvertiranci, ampak mislim, da se skozi bolj spreminja iz tega, da pač digital je bil zelo 20 let nazaj, bom šel res nazaj, digital je izhajajoč iz IT-ja ven in to je bil res, programer si bil za računalnikom, si bil res introvertiran in mislim, da se za zelo zadnje 10 let, sploh za zadnje 5 let to razbija in prihaja čisto drugačen kader v digital. Pa itak potem ta skrb za duševno zdravje, well-being, si še veliko krat omenil. Jaz mislim, da to pač je, saj meni je COVID ful dal, je to pravilni izraz dal, v razmislek dal mogoče, kaj se to pomeni in takrat se so največji shifti tudi pri nas v firmi začeli dogajati. Zato pa si verjetno potem tudi zagovornik tega ravnovesja med delom in pa osebnim življenjem. Exactly. Takrat v času največ prvega lockdowna pač digital je itak cvetel. Lahko bi delal 24 na dan, če bi hotel. Po drugi strani pa je prav, da smo mogoče malo drugam zavili. Saj mi kot podjetje, malo bolj vrno težje. Kako ti je gledati za nazaj? Že prej si rekel, da bi popravil ogromno nekih stvari, po drugi strani pa pač so pripomogle temu, da ste tukaj, kjer ste. Točno to, mislim, naredil bi jih drugače, če zdaj gledam nazaj, vem, to pa ni bilo redo, to res ni bilo redo. Ampak po drugi strani me je to pripeljalo, ali pa nas je to pripeljalo, kjer smo. A bi šel zdaj nazaj pa pravljati, ga to rečeno, ne, ker zaradi tega smo, kjer smo. So mi dali izkušnje, so mi dali napake, so me naučili ali pa so nas naučili. Tako da vsekakor pa vsaka retrospektiva ali na dnevni, ali na tedenski, ali pa na letni nivoju za nazaj, kaj sem se naučil, je po moje nujno za vsakega, ne samo za podjetnika, ne samo za direktorja, ampak po moje vsak človek, ki prav, da se malo zamisli tega, se mogoče na splošno ali premalo časa vzamemo za to. Kakšen je moj dan? Sem zadovoljen z mojim tednom? Kaj bi drugače naredil? Ker se mi zdi, da na koncu sem ben od nas, če se res zamislimo, noče nekako preživeti življenje, tako da enemu kolesu teče noter, kaj je ena miška, ampak hočemo vsi na koncu živeti življenje. In zelo hitro se ujamemo en cikl, če ne razmišljamo o tem. Če se ne prisilimo, da dejansko s to stran pogledamo pa rečemo, ok, tole sicer na prvi pogled od blizu zgleda super, ampak ni super. Jaz sem se tako, kot sem rekel, ful potval pred korono. Jaz sem bil tako pač, 50 konferenc na leto naredil, pač skozi sem bil nakol. In korona mi je prisilila, ok, ne smem potvati. Pa sem kot pismo, sej super potvati, sem mogoče pa malo preveč in zdaj zelo malo tega dela. Pač izbrano je raj malo več zase si časa vzamem. In če sva zdaj pogledala v preteklost, me pa zanima še prihodnost.
Kakšno vizijo imaš v mislih za podjetje in pa za konferenco? Podjetje, jaz mislim, da imamo zelo lepo smer, kamor se razvijamo. Tako kot sem na začetku rekla, mi smo 360-stopinjska digital marketing strateška agencija, kar pomeni, da nekako smo zastavili in tudi z našim večino naročnikov delujemo na tak način, da jim res ponujemo strateško svetovanje, kako razvijati celotno digitalno poslovanje. In karkoli potem potrebuje operativno tudi izvedemo sami ali z partnerskimi agencijami oziroma podjetji. Tako da jaz mislim, da vse smernice kažejo, digital kot širši od marketinga, digital kot poslovanje se bo drastično razvijal naprej. Tako da tukaj imamo mi zelo dobro zastavljene, včasih mogoče še malo preveč napredne zadeve za Slovenijo, ker še malo more počakati, ampak to je pa unika brežiš naprej ali pa tečeš naprej v Trendebit. Kar se tiče konference pa nekako, tako kot sem že govorila, moj cilj je, da res pač tukaj razvijamo iz leta v leto močnejšo skupnost digitalnih nadobudežev in da se razvija ta skupnost in da se pomagamo med sabo. Vozili bomo vsak let več tujih predavateljev dol, zaradi tega, da se ta znanje v regiji širi, pa po vsej verjetnosti naredili še kakšno drugo konferenco, mogoče bolj specifično ali pa na bolj eksotični lokaciji. Ne vem, to so moje sanje mogoče, in če poslovno upravičljivo, ampak na koncu jaz rad potujem, tako da dajmo še kaj narediti. Enkrat smo že eno v Toskani naredili, pa je bilo super, lani smo naredili eno na Rabu, pa je bilo super, ker si na morju in je the best, čist drugačen, vzdušje je, tako da malo takih zadev še. To pa verjamem, pa tudi pa še malo menjava okolja. Absolutno, pač tudi zato delamo glavno in Orbit konferenco delamo v Portorožu, ne v Ljubljani. V Ljubljani bi imeli več kapacitet, lažje je udeležencev pripeljati v Ljubljano, ki ima letalsko povezavo, kot pa še do Portoroža nekako prijeti. Ampak v Ljubljani smo vsi, saj Slovenci, ki smo locirani v Ljubljani, ujeti v en mindset, to je biznis. In ne preklopimo. In zato mi rečemo, mi gradimo retreat, kjer greš, oziroma v angleščini obstaja izraz v industriji turizma pleasure, ki je kombinacija business and leisure. In to je tanka linija, kamor mi ciljamo. Se je biznis, ampak se pa malo odklopiš in si tvoji receptori za spremembe, za dojemanje, za učenje so drugače odprti. Kot pa kleke si natempiran iz enega na sestanka na drug, na tretji moraš še to narediti, pa hitro skočil na 2 predvali poslušati, pa moram pa 4 klice narediti. Ne boš veliko odnesel. Tako kot travel deluje. Travel te tudi, ne vem, jaz res rad potujem, ampak če greš tle nekam na počitnici, čisto drugače, kot pa če greš na ene malo daljše potovanje, ker zato, ker si zamenjal okolje, se ti možgani preklopijo. Sicer ne prvi dan, ampak ta tretji, statistično, je pa čisto drugačno. Moraš biti pa tudi pripravljen malo osebnostno na to. To je pa res. In ko sva že pri oddihih, pa glede na to, da se druživa v podcastu ob skodelici kave, me pa še za zaključek zanima, kakšno kavo piješ, glede na to, da je nimava na mizi, ker sva jo spila že prej, pa kako izgleda tvoje kavni trenutki? Fulkrat manj kavo, pač tako prevečkrat manj kavo. Potem bi ti lahko tudi še eno ponudila. Zdaj tu pa je zvezdica. Ful imam rad kavo. Jaz ne pijem kavo, ker rabim. Zelo velika, če popoldan spijem, ne bom spal. Mogoče to je čisto psihološko, ker moja mama izmer pravila. Mislim, govori, popoldan se ne pije kava, ker celo noč ne spiješ in poti da to v podzaves in pol da spet ne spiš. Tako da zelo rad imam kavo zaradi okusa in pač kuhamo turško kavo, naš dolgoletni klienti, Bar Cafe, v agenciji in pač Bar Cafe smo kuhali, ali pa kuhamo turško kavo in jaz sem jo spil do lanskega leta, ne pretiravam 1 liter turške na dan. Kar je tako, pač zjutraj doma skodelice, pa vemo, kakšne so ta prave skodelice kave, ne te, ki so Balkan tam mehne, ampak to ne, 2 do 3 deci skodelice turške kave, pa sem spil pa še eno v službi, pa še eno po kosilu v službi. In nisem dobro spal. Pa za zdravje ni dober, tako da zdaj spijem 1 skodelico prave kave, vse ostalo pijem pa žitno kavo. Ker ni isto, ampak je mogoče ritualno najbližje temu, da ne piješ kave. Tako da vse čez dnev kava je zdaj žitna, brez kofeinske nočem piti, ker je kemija čista in za zdravje ni v redu. Pa iz mleka sem prešel na pripravke, ne mlečne, ampak pač te napitke, se pravi sojino ali večinoma sojino mleko.
Tako da, čisto sem šel v to drugo smer, ampak ja, pač tudi zaradi tega, ker malo razmišljaš o zdravju in koliko te to nahajpa. Jaz sem že v osnovi zelo nahajpan človek, pač skozi se moram premikati, pač zelo aktiven in pa še kavijo mi da zraven, pač I'm through the roof. Ampak važno, da je zjutraj ena tista močna skodelica, tista mora biti. Ja, tista pa že zaradi rituala, pa zaradi okusa mora biti. Drugače dan ni takšen, kot bi moral biti. Ja, res, brez kave težko po moje. Ne vem, kako ljudje obstajajo. Andraž, najlepša hvala za tale zanimiv klepet, ki verjamem, da je sicer malce drugačen, kot pa so jih poslušalci morda navajeni od mene, ampak mi je bilo v veselje, da sva danes poklepetala tudi v takšni stvari, ki nas itak na vsakem koraku obdaja. Tako da najlepša hvala. Hvala tudi tebi.